Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober dan in dobrodošli, dragi poslušalci, v minutah za Karitas. Pred 25. marcem, materinskim dnem in praznikom Gospodovega oznanjenja, ko praznujemo obisk nadangela Gabriela pri Devici Mariji v Nazaretu, bomo v tokratni oddaji spregovorili o pomenu materinstva, o stiskah nekaterih mater, ki lahko pomoč in zatočišče poiščejo tudi pri Zavodu Samarijan pod okriljem slovenske Karitas. O življenju v materinskem domu Solkan pa se bomo pogovarjali z vodjo Klementino Bajec. Klementina, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi poslušalcem. Ob 35-letnici slovenske Karitas v oddajah Karitas spoznavamo dejavnosti in možnosti, ki jih ponuja ljudem za boljšo kakovost življenja. In k temu stremite tudi v vašem materinskem domu. Kako sodelavci doma gledate na materinstvo? Ja, tudi jaz se strinjam, da je materinski dan res ena posebna priložnost, ko se spomnimo vseh mater in njihove neprecenljive vloge v družbi. In je tudi dan, ki nas spodbuja, da se poklonimo njihovi moči, ljubezni in požrtvovalnosti, ki jo mame vsakodnevno vlagajo v svojo vzgojo in skrb za otroke. Hkrati pa mislim, da je ta dan tudi priložnost, da se ozremo tudi na tiste matere, ki so v težkih življenjskih okoliščinah in ki si zaslužijo našo pozornost, podporo in tudi priložnost za nov začetek. In med temi ženskami so tiste, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v stiski, potrebujejo začasno pomoč, varen prostor in našo strokovno podporo. No, in tukaj nastopimo mi, naš materinski dom Solkan in Šempeter, ki deluje pod okriljem Zavoda Karitas Samarijan že več kot 20 letih, ne? In nudi tudi en tak prostor ženskam, mamam, njihovim otrokom, kjer se lahko sprostijo, premislijo o svoji prihodnosti in si tudi na nek način povrnejo zaupanje. Ko ste že omenili družbo, danes se ta včasih res prav trudi, da bi zametovala vlogo ženske kot matere. Zakaj bi pa rekli, da je kljub vsem težavam, ki jih zakon ali pa življenje nasploh lahko prinese, vredno biti mama? Danes je vredno biti mama zaradi tega, ker je njihov vsak dan prepleten z ljubeznijo, neko predanostjo in močjo, da skrbijo za svoje otroke. Ampak jaz mislim, da materinstvo ni le praznik enega dneva, ne? Je stalna podporna opora, ne? Se kaže v vsakodnevnih njihovih dejanjih. Zato tukaj pri nas v materinskem domu spremljamo te ženske vse leto, ker vemo, da se njihove stiske ne mojijo le na določene meste, temveč jih spremljamo vsak dan. Ne? In kot ste rekli, biti mama, zato potrebujemo veliko moči, včasih ženska sploh ne ve, če vse je zmožna, potem pa postane mama, pa kar se odvijajo stvari. Me zanima, kako na to vlogo gledajo oziroma kako jo doživljajo vaše varovanke. Naše ženske se obrnejo na nas na različne načine, ali pokličejo po telefonu, napišajo mail, na to jih povabimo na informativni razgovor, kjer jim predstavimo program in prisluhnemo njihovim težavam. Ne? Tako da naš program deluje sicer na 2 lokacijah, v Šempetru, pri Gorici in v Solkanu, pri čemer vsaka lokacija ponuja specifične pristope, ki nagovarja njihove potrebe. In v tem času, ko se mnoge ženske znajdejo v težkih socialno-ekonomskih, čustvenih ali pa tudi materialnih stiskah, jaz mislim, da je to nek priložnost za nov začetek. Pač jim omogoči, da se ponovno postavijo na noge, tukaj pri nas. No? Kakšne so te konkretne zgodbe žensk? Znajdejo se v različnih težavnih življenjskih okoliščinah, naprimer, ali so to težave v partnerskih odnosih, različne oblike nasilja v družini ali pa ekonomske stiske, ki jih spremljajo, ne, ki jim manjka podpore. In ta pomoč za njih pri nas je ključna, ker jim omogoča, da v nekem varnem okolju ponovno pridobijo samozaupanje in neko njihovo stabilnost in
konec koncev tudi upanje za prihodnost. In zraven mater imate v nastanitvi še otroke. Kako oni gledajo na to življenjsko situacijo, v katerih so se znašli skupaj z mamo? Ja, rečemo, kako poteka na tak običajen dan. Pri nas zjutraj ženske peljajo otroke v vrtce, gredo otroci v šolo, one gredo v službo, nekatere so brezposelne, delajo razna priložnostna dela, imamo tudi ženske, ki delajo večizmensko delo. Večinoma pa se popoldan vračajo iz služb, otroci se vračajo iz šol. Vsaka ženska mama pa poskrbi za svoje gospodinjstvo in vzgojo in varstvo otrok, ne? In zelo pomemben del našega skupnega življenja pa so tudi tedenski hišni sestanki, kjer se pogovarjamo o teh vsakdanjih nalogah, raznih delavnicah za otroke in načrtujemo skupne aktivnosti. Tako. Na vaši spletni strani piše, da otrokom in materam nudite tudi začasno, predvsem nastanitev. Kaj pa potem naslednji korak? Za ženske, ki se vključijo k nam, je res ključna strokovna podpora, ne? In program im omogoča neko postopno osamosvajanje, ne? Opolnomočenje, učenje socialnih veščin in širjenje njihove socialne mreže, ne? Zato je tudi pomembno sodelovanje s centri za socialno delo, šolami, sodišči, policijo in tako, ne? Da skupaj ne usklajujemo in rešujemo in naslavljamo njihove težave, ne? Kljub pa že tej pomoči, ko sem jo naštela, pa še vedno opažamo, da obstaja pomanjkanje nekih stanovanjskih enot za ženske, ki zaključijo naš program in še vedno potrebujejo dodatno psihosocialno podporo, ne, pri njihovem prehodu v samostojno življenje. Zato smo se lani odločili, da program nadgrajujemo s stanovanjskimi enotami, strokovno podporo, da omogočamo en tak lažji prehod žensk in otrok v samostojno življenje. Tako da je tudi tukaj ima omogočeno neka samostojnost. Ob zaključku pogovora morda še to, da kako vas lahko matere v stiski kontaktirajo, kje najdejo podatke? Ja, pri nas na spletni strani Zavoda Karitas Samarjan lahko pogooglajo zavihek materinski dom, tam so vsi kontaktni podatki, kjer je program Nadomestni dom v času najtežje stiske, lahko pokličajo na infotelefone in bomo tudi vse razložili, kako pa kaj, ali pa jih usmerili kam drugam, glede odvisno na njihove potrebe. Tako. Klementina Bajec, najlepša hvala za vaš čas in dobro voljo, da ste predstavili življenje v materinskem domu Solkan. Hvala. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Na slovensko Karitas se je obrnila gospa, ki živi sama v enostanovanjski hiši s streho, prekrito z dotrajanimi salonitnimi ploščami. Te so na več mestih poškodovane, prepuščajo vodo in se drobijo, kar predstavlja nevarnost za okolico zaradi vsebnosti azbesta. S pokojnino in vdovskimi dodatki si ne more privoščiti obnove strehe, prihrankov nima, prav tako nima nikogar, ki bi lahko finančno pomagal. Zato prosimo za pomoč pri obnovi, da bo lahko preostanek življenja preživela varno v svojem domu. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo upanje 5 ali upanje 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogovor z vodjo materinskega doma Solkan, Klementino Bajec. Povedala nam je, kako potekajo dnevi v njihovem domu, da gre le za začasno nastanitev mater, ki se znajdejo v stiski s svojimi otroki in potem pridejo k njim, ter jim omogočijo, da čez nekaj mesecev ali let zaživijo samostojno življenje. Dnevi pri njih potekajo aktivno, udeležujejo se tudi različnih popoldanskih delavnic po službi in med temi delavnicami so nastale tudi naslednje misli otrok v materinskem domu Solkan. Mama je čarobna oseba, vedno mi stoji ob strani, rad jo imam vse na svetu, tudi če sem jezna na njo. Mama je zame Bog.
Najbolj mi je všeč, ko po noči hodim kot miška k njej v posteljo, da se skupaj podcrkljava. Mama mi pomeni vse na svetu. Všeč mi je, ko me mama pelje na izlet, ko z njo ustvarjam na delavnicah in ko skupaj pečeva palačinke. Mama je le ena, ampak ena od najboljših oseb. Draga mama, želim ti lep materinski dan. S temi lepimi mislimi otrok tudi zaključujemo današnjo oddajo. Vse dobro do prihodnjič želim, Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.